Na prvo mesto bi postavil stanovanja. Država potrebuje 30 tisoč novih najemnih stanovanj do leta 2030 in uvesti nepremičninski davek, zato da onemogočimo kopičenje stanovanj v rokah peščice, kar se dogaja zdaj. Na ta način bomo zagnali projekt, ki bo omogočil streho nad glavo celim generacijam, ki trenutno do stanovanj ne morejo. Druga točka je podnebje. Podnebje, kot vemo, je ključna tema prihodnosti in podnebne teme so bistvene, če hočemo na srednji rok na tem planetu preživeti. Tretja točka, ki bi jo izpostavil, je ekonomska demokracija. To pomeni, da moramo začeti spreminjati odnose v podjetjih, da moramo začeti razmišljati o tem, kako vključiti zaposlene v lastništvo podjetij in kako ustvariti nov model in se izviti iz tega, da si Slovenijo po privatizaciji praktično lastijo razni finančni skladi ali pa tisto, kar je ostalo od tajkunov. Jaz sem prepričan, da so zaposleni bistveno boljši in bolj stabilen lastnik na dolgi rok kot ali finančni skladi ali pa tajkuni. Četrta točka, ki bi jo izpostavil, je socialna varnost. Tukaj se malenkost razlikujemo od civilne družbe. Vaš predlog je uvedba univerzalnega temeljnega dohodka, naš predlog pa je, da mora država razvijati tako imenovan materialni temeljni dohodek, se pravi razviti pogoje, da bo lahko vsak državljan, ne glede na to, kaj ga v življenju doleti, imel socialno varnost od zibke do groba. Se pravi, ne UTD v tem smislu 600 evrov na mesec v denarju, ampak materialni UTD. Dostop do brezplačnega šolstva, dostop do brezplačnega javnega zdravstva, dostop do dostopnih stanovanj, dostop do doma za starejše, ko ga potrebuješ, pokojninska varnost in tako naprej. To mora biti osnova, na kateri je država postavljena. In kot zadnjo točko bi izpostavil tisto, kar bomo naredili prvo po volitvah, in to je razveljavili vse škodljive zakone, ki jih je sprejela ta trenutna vlada, da nočno moro, ki jo živimo zadnjih 2 leti, končamo. Hvala lepa.